Že veste, da je vojna z Iranom izčrpala ameriške zaloge. Prav tako že veste, da to neposredno vpliva na zmožnost Ukrajine, da pridobi orožje od ameriških dobaviteljev. Poleg tega ste že slišali za zaskrbljenost Tajvana glede ustrezne obrambe v primeru invazije s celine. In morda ste še slišali, da zaradi pomankanja izkrcalnih ladij v Ljudski republiki Kitajski je vsaj zadnja od teh skrbi verjetno še nekaj let oddaljena od tega, da bi postala resničnost. Toda tisto, kar je ostalo zunaj središča pozornosti, je tisto, kar jaz imenujem temeljna težava verodostojnosti Tretje svetovne vojne. In to je težava, ki jo je razkrila vojna z Iranom. To je težava, ki bo še povečala probleme, s katerimi se sooča Ukrajina. In to je težava, ki nima preproste rešitve. Zato se mi danes pridružite, ko bomo pogledali, kako bi se svet, v katerem trenutno živimo, lahko še poslabšal. Ko bomo razpravljali o razliki med bolj očitno težavo s kredibilnostjo in težavo s kredibilnostjo. Sledi mini igra z mikročipi, v katero se bo preoblikovala Tretja svetovna vojna, kako bi Združene države lahko rešile svojo težavo s kredibilnostjo in nekaj dodatnih rezervnih načrtov, če vse drugo odpove. Glede na okvir, o katerem sem do zdaj govoril, ste verjetno že ugotovili, da govorim o tem, kaj se zgodi potem, ko ladje Ljudske osvobodilne vojske odplujejo iz Ljudske republike Kitajske in se usmerijo naravnost proti Tajvanu. Poleg tega, ker je Trump v ozadju trenutne zagate, bi morda mislili, da je temeljna težava s kredibilnostjo njegova zavezanost obrambi otoka v teh okoliščinah. Morda vas skrbi žalostno stanje ameriških zalog. Morda je to Trumpova muhasta narava. Morda je to Trumpova nepripravljenost, da bi nasplošno poslal vojake na teren. Morda je to Trumpova naklonjenost okusnim mehiškim jedem za v roko. No, to je problem verodostojnosti. Vendar ne mislim, da je to temeljni problem verodostojnosti. Pravzaprav obstaja več protiargumentov tem Trumpovim specifičnim težavam, ki lahko delno pomirijo nekatere skrbi. Za začetek je Kitajska v Pentagonu v ozadju glavna tema, tudi če druge zadeve pritegnejo več pozornosti. Pomembno vprašanje je, v kolikšni meri se Trumpov pristop v Iranu prenese na Indo-Pacifiško regijo. In obstaja še bolj konkreten vidik, da je bilo morebitno zadrževanje v Iranu morda namenjeno temu, da se nekaj prihrani za bolj strateško pomembno regijo, torej Kitajsko. Torej, ali bi nas to moralo skrbeti? Da vendar bodo trajale le še nekaj let, nato pa bo prišel nekdo drug. Vsi ti problemi, osebno povezani s Trumpom, ne bodo več pomembni. In če bomo imeli srečo, bodo ameriške zaloge začele izgledati nekoliko bolje. Pravzaprav je problem verodostojnosti, ki ga imam danes v mislih, tako temeljni, da se bo prenesel na vsakega predsedniškega kandidata, ki bo sledil Trumpu. Jedro problema se začne z osnovno strateško točko. Združene države lahko verodostojno grozijo z intervencijo na Tajvanu le, če je sodelovanje v vojni boljše kot ostati ob strani. Vem, da je to tautološko, vendar je vredno razmisliti o posledicah tukaj. Zakaj je Tajvan postal takšna obsesija med strateško usmerjenimi strokovnjaki za nacionalno varnost? Navsezadnje je to mikroskopski otok v širšem merilu. No, mikro je odgovor, kot v besedi mikročipi. Prihranil vam bom preostanek zgodbe o tem, kako bi se svetovno gospodarstvo zrušilo, če bi Tajvan prenehal proizvajati polprevodnike in bi se svetovne dobavne verige ustavile. In iz tega dobite osnovno pripoved o tem, kako naj bi se vojna v teoriji odvijala. LR Kitajska začne invazijo. Združene države Amerike zapaničarijo in začnejo preplavljati Indo-Pacifik z vsemi razpoložljivimi viri, kar je, upajmo več, kot je trenutno na zalogi, takoj po iranski vojni. Če imamo srečo, Ljudska osvobodilna vojska ne uspe se izkrcati in globalni gospodarski sistem ostane nedotaknjen. Ampak predstavljajmo si, da se vojna nadaljuje še malo dlje. Ali pa druga možnost, da so Združene države Amerike popolnoma presenečene nad vsem skupaj. Morda je sprva izgledalo, kot da LR Kitajska izvaja vojaške vaje že 67-tič, a tokrat so prestopili mejo. Kaj pa zdaj? Glavna težava tukaj je, da je tisto, kar naredi intervencijo boljšo za Združene države kot alternativa, v veliki meri gospodarska situacija. Če so dobavne verige še vedno nedotaknjene, vendar sicer v mirovanju, dokler ne bo varno ponovno začeti izvozov, potem ima nadaljna zaščita otoka še vedno veliko vrednost.
Po drugi strani pa, če se otok hitro spremeni v kup kraterjev, je za Združene države v tistem trenutku bistveno manj vrednosti, ki bi jo bilo treba zaščititi. Hladen, preračunljiv predsednik bi zato lahko sklenil, da je vojna dejansko končana in bi zavrnil posredovanje. In tako se invazija na Tajvan spremeni v nenavadno mini igro glede polprevodniške proizvodnje na otoku, kjer imata obe strani včasih motivacijo, da tehnologijo ohranita, včasih pa motivacijo, da jo uničita. Tajvanska dilema je nekoliko bolj preprosta. Želi zaščititi svojo polprevodniško industrijo, saj je prav zaradi nje otok bogat. Ne ubiješ kar tako goske, ki nese zlata jajca. Dejstvo, da industrija hkrati ohranja tudi zavezanost Združenih držav obrambi otoka, je le še češnja na torti. Tajvan bo zato poskušal industrijo čim bolj zaščititi, dokler bo obstajala dobra možnost za uspeh misije. Vendar pa zaščita polprevodnikov na Tajvanu ni popolna. Če bo vojna potekala slabo, bo Tajvan zračno evakuiral ves svoj človeški kapital, morda jih bo preselil v Arizono. Tajvan bo prav tako začel sabotirati vse svoje operacije na otoku. In to je dovolj enostavno narediti. Dragocene naprave so izjemno občutljive. V vsakem proizvodnem prostoru potrebujete le osebo z bejzbolsko palico in v eni uri bo vse brez vrednosti. Prepričan sem, da bo imel tisti, ki izvaja sabotaže, mešane občutke glede te situacije. Po ene strani uničuje toliko vrednosti, ki jo predstavljajo ljudje. Po drugi strani pa sem prepričan, da bo maščevanje nad Ljudsko republiko Kitajsko prineslo zadoščenje. Nihče na otoku ne bo želel, da bi celinska Kitajska imela dobiček od teh strojev. Poleg tega je Tajvan gorat in kot nalašč za gverilski upor. Cilj je, da bo bivanje Ljudske republike Kitajske tam čim bolj boleče. Odstranitev proizvodnje polprevodnikov je velik del tega. Če se obrnemo na spodbude Ljudske republike Kitajske, postanejo stvari čudne. Celinska Kitajska bi rada ohranila vse stroje nedotaknjene, ker je denar vedno dobrodošel. Toda Ljudska republika Kitajska želi tudi postaviti Tajvan pod svoj nadzor in popolnoma zaključiti državljansko vojno, ki se je začela pred 99 leti. Združene države Amerike stojijo na poti. Posledično bi nekdo, ki sedi v Pekingu, lahko sklenil, da je smiselna ideja, da takoj uniči vse tajvanske tovarne čipov. Morda bo to zadržalo Združene države Amerike izven vojne in s tem močno povečalo verjetnost uspešne invazije. Dobra možnost pri nižji vrednosti je morda boljša kot slaba možnost pri visoki vrednosti. V redu, glede na takšen spodbujevalni sistem, kako Združene države rešijo problem verodostojnosti? No, najlažja rešitev je preprosto priznati, da tukaj ni mogoče zmagati. Če se vojna začne, sprejmite dejstvo, da je polprevodniška industrija izgubljena stvar in nadaljujte s svojim življenjem. Prej sem omenil Arizono. To ni bila naključna lokacija. TSMC je napovedal načrt za izgradnjo obrata v Arizoni v času prve Trumpove administracije. Gradnja se je začela v času Bidenove administracije, obrat pa se je razširil v času druge Trumpove administracije. Del tega je imeti rezervni načrt, če bi Tajvan propadel. Lahko razumete, zakaj si ameriška vojska še posebej prizadeva zgraditi dobavno verigo, ki ni odvisna od lokacije, oddaljene 100 milj od kitajske celine. Toda priznanje, da je trenutek, ko se vojna začne, morda tudi trenutek, ko je vojna z ameriškega vidika izgubljena, še ne pomeni, da je Washington v brezupnem položaju. Samo poskrbeti morate, da nikoli ne pridete do točke, ko LRK začne invazijo. Vidite težavo, o kateri smo govorili prej? Kako se celotna zadeva z vojno z Iranom vrne k temu? Najboljši način za proaktivno zaščito Tajvana je, da Tajvan oborožimo zdaj. Bolj kot je Tajvan pripravljen, da se brani sam, manj bo morebitno ameriško posredovanje vplivalo na izračune Pekinga. Če onemogočimo uspešno izkrcanje, postanejo vse ostale skrbi nepomembne. Zdaj Tajvan to poskuša doseči, vendar sta tako trud kot izvedba pod vprašajem. Otok je v zadnjem desetletju povečal svojo obrambno porabo, prilagojeno inflaciji, za približno 50%. Zdaj za obrambo namenja 2,5% BDP, kar je zelo dobra številka po merilih NATO-ve zaveze iz Walesa. Vendar pa je to precej pod osnovnim pragom porabe 3,5% iz novejše haške zaveze.
In varnostno okolje na otoku je manj podobno Evropi leta 2014 in bolj Evropi leta 2026, morda pa celo bistveno slabše. Tajvan ima načrte za nadaljnje povečanje obrambne porabe, vendar bomo videli, kam bo to pripeljalo. Kar zadeva izvajanje, ZDA povzročajo zamude. Do leta 2025 je Tajvan namenil med 20 in 22 milijard dolarjev za naročila ameriškega orožja, ki še niso bila izpolnjena. Obveznost v višini 11 milijard dolarjev decembra je še dodatno povečala primanjkljaj. K vrzeli je prispevalo več dejavnikov. Ameriška obrambna industrijska baza je bila nasplošno slaba že od konca hladne vojne. Stanje pa se ni izboljšalo niti v času Georgea W. Busha, ko so se Združene države osredotočile na boj proti upornikom, namesto na gradnjo težke opreme. Kot da bi želela poudariti že prej izražene skrbi glede dobavnih verig, je pandemija COVID-19 povzročila zastoje pri vsem, od čipov proizvedenih na Tajvanu za ameriške izdelke do notranjih zastojev znotraj Združenih držav. Takrat se je zaostanek začel hitro naraščati in se od takrat ni več zmanjšal. Toda zadnji žebelj v krsto, prej zadnji žebelj v krsto, je bila vojna v Ukrajini. Ker to ni bila hipotetična situacija in je Rusija dejansko napadla državo, je Bidenova administracija dala prednost dobavam v Kijev. To je pustilo Tajvan zunaj, da je samo opazoval. Pravzaprav so te pošiljke povzročile zaskrbljenost v Pentagonu, ki je na koncu pripeljala do tega, da je Trumpova administracija prekinila neposredno pomoč Ukrajini. Problem rešen, kaj ne? Ne, absolutno ne. Zdaj imamo vojno z Iranom. Združene države bodo naslednjih nekaj let obnavljale lastne zaloge. Tajvan bo še naprej prejemal nekaj orožja, vendar ne v celoti, in zaostanek se bo verjetno povečal. Varnost otoka je morda najpomembnejša. Prednostna naloga v Pentagonu. Vendar ni edina prednostna naloga in vse dobave Tajvanu bodo v bistvu uporabne le za odvračanje LRK. Da bi ohranile prilagodljivost za pokrivanje drugih žarišč, bodo Združene države zadržale levji delež zalog, ki jih ustvarijo. To je ključna ranljivost ZDA, ki jo je razkrila vojna z Iranom. Ni le to, da ima Washington manj vojaške opreme za boj proti Pekingu. Gre za to, da Tajpej potrebuje to vojaško opremo dostavljeno zdaj. Kakršnekoli obljube o pospešitvi dobav po začetku spopada niso nujno verodostojne, saj bi lahko bila Tajvan iz ameriške perspektive že izgubljena zadeva, preden bi te dobave sploh lahko prispele. Pustimo ob strani dejstvo, da bo dejanska izvedba dostav sredi vojne cone še toliko težja. To je morda zvenelo kot temačna ocena, zato naj zaključim z nekaj spodbudnimi točkami za ameriške partnerje v regiji. V nasprotju z našo prejšnjo domnevo je malo verjetno, da bodo Združene države popolnoma presenečene, če in ko se bo začela invazija. LRK bo morala na drugi strani ožine zbrati veliko invazijsko silo, kar bo presegalo tisto, kar bi bilo običajno za preprosto vojaško vajo. To je enaka vrsta očitnega znaka, kot ga je Rusija pokazala na predvečer vojne v Ukrajini, takrat s čatami, ki so bile razporejene v Belorusiji in drugod. Toda vsak odziv Združenih držav bi bil na hitro improviziran in v tistem trenutku bi bilo težko odvrniti Peking. Navsezadnje, Ljudska republika Kitajska ve, da bi se Združene države lahko odzvale na tak način. Če se Ljudska osvobodilna vojska že postavlja v vrsto na celinskih pristaniščih, je to zato, ker so načrtovalci vojne v Ljudski republiki Kitajski izračunali, da hiter odziv, ki ga lahko ponudijo Združene države, ne bo zadosten za nalogo. Torej, to bi morda preprečilo, da bi Ljudska republika Kitajska sploh začela postopek, vendar bi me začelo skrbeti, če bi bil postopek že v teku. Druga točka, ki vzbuja upanje, je, da obstaja še en vir verodostojnosti, o katerem še nismo govorili. Še preden se je Tajvan začel ukvarjati s polprevodniki, so imele Združene države Amerike obrambne odnose z otokom. Del tega je bil povezan z zavzemanjem stališča proti komunizmu, zagotovo pa ni šlo za demokracijo. Prve svobodne in poštene predsedniške volitve na Tajvanu so bile šele leta 1996. Namesto tega se morda spomnite naslednjega dela vojaške strategije. Tajvan leži na tako imenovani prvi otoški verigi, nizu ozemelj, ki se raztezajo iz celinske Kitajske.
Združenim državam je veliko lažje zadržati Ljudsko republiko Kitajsko, kadar ta nima nobenega od teh otokov. Takoj, ko Tajvan pade, se lahko podmornice kitajske mornarice skrijejo v globih vodah Tihega oceana. Zato ne bi stavil vsega na to, da bodo Združene države Amerike odstopile Tajvan, samo zato, ker so vse tovarne polprevodnikov uničene. Če Združene države Amerike skrbijo za zaščito preostalega Pacifika in sveta, je ohranjanje te obrambne meje ključnega pomena. Tukaj je še ena dodatna opomba. Vrednost prve otoške verige je nekaj, kar vojaški načrtovalci razumejo. To ni nekaj, kar bi povprečen ameriški volivec razumel. Tako je. Če gledate ta video, ste boljši od povprečja. Čestitke! Kakorkoli, ena izmed glavnih lekcij, ki izhaja iz iranske vojne, je, da morate izobraziti in prepričati ameriško javnost o strateški realnosti položaja, če želite, da podprejo vojna prizadevanja. Ne mislim, da je prava ideja, da jih poskušate učiti sproti. To je nekaj, kar je treba ponavljati zdaj in naj doseže ameriško javnost danes, če naj ima želeni učinek. Torej, kakšne so naše ključne misli za danes? Grožnja ZDA, da bodo posredovale v imenu Tajvana, je učinkovita le toliko, kolikor je skupna korist takega dejanja. Hitro uničenje tajvanskega sektorja proizvodnje polprevodnikov to postavlja pod vprašaj. Reševanje te težave zahteva proaktivne naložbe v tajvansko obrambo. Vendar pa je vojna z Iranom postavila pod vprašaj sposobnost ZDA, da izvedejo te naložbe. Medtem pa lahko postavite vprašanja v moji seriji Geopolitics Helpline, ki je na voljo izključno na Lines on Maps Extra. Ali pa preprosto pišete vprašanja spodaj in algoritem jih morda posreduje meni. Kdo ve? Če vam je bil današnji video všeč, prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.